Gospod z vami in s tvojim duhom iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil: Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno, kakor midva. Dokler sem bil z njimi, sem jih varoval v tvojem imenu, ki si mi ga dal. Varoval sem jih in nobeden izmed njih se ni pogubil, razen sina pogubljenja, da se izpolni pismo. Zdaj odhajam k tebi, vendar to govorim na svetu, da bodo imeli v sebi polnost mojega veselja. Izročil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je sovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Izročil sem jim tvojo besedo. Ne prosim, da jih vzameš sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Posveti jih v resnici. Tvoja beseda je resnica. Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal med svet in zanje se posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Evangelske besede naj izbrišejo naše grehe. Nebeški Oče, prosimo te, tvojega svetega duha, naj bo v naših srcih in nam razodeva skrivnosti Božjega kraljestva. In hvala ti za tvojo prisotnost in tvojo ljubezen in tvojo pomoč. Amen. Torej, spoštovani in dragi kristjani, ki se trudite biti to, kar tudi predstavljate v svetu, Jezusovi učenci. Danes je nedelja medijev, ki pa imajo nalogo, posebej cerkveni mediji, oznanjati, informirati in tudi podpirati kristjane na njihovi življenjski poti. Zakaj so pomembni mediji, katoliški mediji? Zaradi tega, ker je svet izgubljen. Otroci so izgubljeni, mladi so izgubljeni, ljudje so izgubljeni in vsak doživi različno trpljenje, zaradi tega, ker smo daleč od Boga. Svet je izgubljen in mediji so kot tisti glas vpijočega v puščavi: izravnajte pot Gospodu. In pa to je pomembno, to se da razumeti takole. Gre predvsem za oznanilo Jezusa Kristusa in pa informacije o cerkvi ter o situaciji v svetu, kako naj se v tem svetu tudi mi ravnamo. Ko sem sam bral, gremo najprej na psalm, ko sem sam bral Sveto pismo, me je v notranjosti prepričalo, da je to. In ko sem bil prvič pri sveti maši, sem vedel, to je
ključ za razumevanje naše civilizacije. Bog me je notranje razsvetlil v notranjosti, moj notranjosti. In prav tam naj bo slavljenje Boga, Psalm 103, iz naše notranjosti, našega prepričanja. Spomnim se, ko sem bil mali otrok, vsi so tam vedeli, da sem nekrščen, da družinske stvari tudi ne funkcionirajo najboljše. In mi je želela oznaniti evangelij in me je poklicala kot malega fanta noter v kuhinjo in rekla, vidiš, to je naš odrešenik tam gor na križu. Jaz se še sedaj spomnim te slike. In jaz sem bil presenečen, kakšen odrešenik, nisem videl križa, nisem nič slišal o tem, kot 3-letni otrok, vendar je človek že človek, ves čas ima globino, inteligenco in mi je dala tudi kruh, rženi in pa maslo, pa med. Jaz sem takrat prvič jedel in prvič maslo jedel in prvič jedel med. In mi tako oznanila evangelij in hočem reči to, da to ostane v srcu, dokler smo živi. Se spomnimo tega, če koliko toliko normalno funkcioniramo. Enako je z našim oznanjevanjem evangelija, iz naše notranjosti, iz našega prepričanja. Tudi drugi si bodo to zapomnili vse življenje, da smo jim oznanjali Kristusa. Tako Psalm 103 govori, da slavi moja duša, torej v moji notranjosti Gospoda. In zato Gospod, Bog naj vlada po našem prepričanju v naši notranjosti. Naj bo to globinsko duhovno spoznanje del našega jaza, naše notranjosti. On naj vlada. In naj slavimo njegovo ime. Zadnjič sem imel veliko duhovno krizo in sem po noči molil samo ime Jezus. Jezus sem klical dolgo, zelo dolgo. Ampak nekako moja beseda, moj duh ni prodrl v besedo Jezus. Nisem mogel nekako prodreti, tako tudi mi, vsaj nekaj časa, potem mi je pa šlo. Tudi mi, ko rečemo beseda Bog, moramo imeti globino, moramo vrtati do tistega bistva Boga. Beseda Jezus, nekako kot da rudarimo, gremo v globino besede, da jo dokončno razumemo in da lahko iz te notranjosti potem slavimo in verujemo. Pravi, vlada v naši notranjosti, glede na psalm. Potem pravi, da vlada nad človekom, tako njegova dobrota objema vse, ki se ga bojijo, psalm. Pravi, on vlada nad človekom, tisti, ki se mu preda, tisti, ki ga spreme, tisti, se čuti nagovorjenega v duši in potem tako prav ravna. Objema vse, njegova dobrota, spremlja potem tega človeka. In pa on je tudi nad celotnim svetom, če mi to priznamo ali ne, v tej globini resničnosti mora biti Bog, ki vlada nad to naravo, nad svetom, nad usodami in mi pravzaprav ne vemo, kako se te stvari vrtijo. En določen del realnosti me nam odkrit, ampak vse to je pod vrhunsko matematiko in urejenostjo in nad vsem svetom vlada Bog, njegovo kraljevanje. Tako pravi psalm. In če gremo na prvo berilo, smo brali o pričevalcih, ki morajo biti apostoli in so izbrali, so rekli, moramo zamenjati Judo. Zakaj? Nekdo, ki je bil z nami priča, kako je Jezus, tisto je bilo zanimivo, kako je Gospod Jezus prihajal k nam in odhajal. Pravi, od Janezovega krsta, dokler je bil od nas vzet, prihajal in odhajal, je bilo pa tisto, se pravi, po vstajenju je on prihajal in odhajal. Koliko dni? 40 dni oziroma 50 dni je on prihajal in odhajal. 40 dni do vnebohoda, ne? Potem je sam Sveti Duh še prišel.
To je tisti del, ki je malo opisan v evangeliju. Jezus je prihajal in jih še učil in naredil močan temelj za svojo cerkev. In nekdo, ki je vse to videl, priča je tisti, ki je to doživel, ki to doživlja svoje notranjosti, ki to vidi, ne nekdo, ki nekaj filozofira ali si izmišljuje ali on misli in podobno, ampak nekdo, ki je to doživel, pričevalci. Pričevanje. Tudi jaz moram biti pričevalec kot kristjan. To, kar jaz doživljam, to, kar sem jaz doživel in zakaj jaz verujem. To, tisto, kar sem 100%, tisto, kar mene nosi, to lahko pričujemo drugim. To, kar sem videl, to, kar sem doživel, to lahko pričujemo. In to je priča, tisti, ki je bil zraven. V drugem berilu pravi tako, da imamo pogoj, pravi, mora biti iz notranjosti, mora pričevanje tisto notranjosti, in v drugem berilu pravi, da če imamo seboj ljubezen, če imamo med seboj ljubezen. Ljubezen je naslednja stopnja tudi pričevanja. Če ostaja Bog v nas, torej če smo mi z Bogom in ljubimo, ostaja Bog v nas. Ko je Bog v nas, takrat smo lahko pričevalci. Pogoj je, da nam je On dal ljubezen v nas. On vstopi v nas in takrat smo lahko pričevalci. Nekdo ne more pričevati, če nima sam spoznanja, če sam nima duha, če sam nima ljubezni. Ne moreš pričevati za Boga ljubezni, če sam nisi v ljubezni. Kdor priznava, da je Jezus Kristus Božji sin, ostaja Bog v njem in on v Bogu. Torej, ko priznavamo, ko se ljubimo, ko priznavamo Jezusa Kristusa, takrat je Bog v nas. In takrat lahko pričujemo. In tisti, ki smo doživeli njegovo ljubezen, razumemo njegovo ljubezen, tisti lahko pričujemo. Bog je ljubezen. Kadar vršimo ljubezen, ostaja Bog v nas, ostaja Bog v tistem človeku. Zakaj? Kajti največje pričevanje je ljubezen in žrtev. Žrtev Gospoda Jezusa Kristusa je največje pričevanje česa? Ljubezni, ki jo on ima do nas. Spomnim se nekega sorodnika, se je hotel prepričati, da bi postal kristjan, in vsem mojim pametovanjem ga nisem uspel prepričati. Prepričala ga pa je mati Terezija, ko je videl, kako ona objema gobavce, kljub temu, da bi lahko sama zbolela, ga je to prepričalo. Ljubezen samo nas prepriča in žrtev. Zato je potrebna ljubezen in potrebna žrtev. O pričevanju govorimo, kdaj je verodostojno in kdaj ima sadove. Jezus pravi, da bodo imeli v sebi, smo pri evangeliju, v sebi polnost mojega veselja. Jezus moli za nas, da bi bili rešeni pogubljenja, in on se za nas z molitvijo postavlja pred očeta za nas. Tako tudi pričevalec mora biti človek molitve za druge in predvsem gre za to, da bodo rešeni hudobnega duha, da bodo rešeni hudobnega sveta. Svet se demonizira in to pospešeno. Svet postaja vse bolj krut, vse bolj egoističen, vse bolj brezbožen. In ko je brezbožen, je tudi brez ljubezni. In drvi v pekel. Ljudje se bodo pogubili. Zato tudi naša televizija, zato tudi pričevanje, priče za Božjo ljubezen v Gospodu Jezusu Kristusu. Pravi, da bi bili posvečeni v resnici. Mediji tudi pričujejo o Kristusu Jezusu in morajo pričevati v resnici. Samo to je resnica. Danes imamo medije samo enostranske, so za ene, ki
imajo denar, oblast in obvladujejo situacijo. Niso pa za resnico. Ne slišimo druge strani medijev in svetovni, pa tudi v državni politiki, in slišimo samo tisto, kar nekateri želijo, da slišimo, oziroma želijo, da bi mi mislili. To pa ni resnica. In Jezus pravi, da bi imeli v tem, ko bodo tvoji, Oče, bodo s teboj delali, s teboj živeli, bodo imeli v sebi veselje. Bog nam bo dal svobodo in veselje in življenje. In samo kot takšen lahko tudi jaz in ti pričujemo o Gospodovi ljubezni in ta se bo potem tudi dotaknila tistih, katerim je naše pričevanje namenjeno. Zato z življenjem svojim pričujemo za Gospoda Jezusa Kristusa.